Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Opozicijska stranka Zares se je razširila. Predsednika Aktivne Slovenije in Zares, Franci Kek in Gregor Golobič, sta podpisala sporazum o pripojitvi AS k Zares. Golobič pravi, da je bila pripojitev nekako naravna, saj sta stranki programsko precej sorodni. Po Kekovih besedah AS s tem pridobiva parlamentarno dimenzijo. Zdaj moram prcati. Bilo je veliko pomislekov, veliko argumentov za ohranitev samostojne poti, vendar so argumenti tistih, ki smo bili za združitev zares na koncu prevagali, tako da smo na kongresu soglasno se odločili za to združitev. Grem na kolena, ne? Franci, kakšna solzica? Ne, jaz sem od radosti kvečem. Komisija za nadzor javnih financ je ob ponovni odsotnosti predstavnikov KAD-a in SOD-a končala z obravnavo revizijskih poročil o pravilnosti in smotrnosti prodaje jemenega Mercatorja. Komisija Vrhovnemu državnemu tožilstvu zaradi suma oškodovanja državnega premoženja predlaga ukrepanje. Vladi pa razrešitev prvih mož in glavnih nadzornikov sklada. Seje se, kljub temu, da je bil povabljen, ni udeležil premier Janez Janša. Gre za temeljno vprašanje, ali predsednik vlade kot predsednik izvršne oblasti sploh razume svojo vlogo v slovenskem pravnem redu. V zakonodajno telo noče priti, pravi, da s tem nič ni imel, očitno pa sklicuje tajne sestanke. To je obramboslovska filozofija. Problem ni to, da predsednik vlade pravi, da je napaka. Lepo, da je priznal, da je bila napaka. Problem je, da predsednik vlade, Janez Ivan Janša, noče prevzeti odgovornost. Predsednik odbora za obrambo Anton Anderlič je komentiral pobudo predsednika SNS Zmaga Jelinčiča, naj zaradi agresivnega pacifizma odstopi z položaja predsednika odbora. Ne verjamem v naključja, v slučaje že dolgo ne, in tudi to ni slučaj. Verjamem, da on sledi tistim, ki jih skrbi, zakaj se postavljajo nekatere vprašanja. Spregovoril pa je tudi o ponovnih obtožbah o spolnem nadlegovanju in drugih obtožbah, o katerih je pisala Ljubica Jelušič. Ne samo to, da gre za domnevno spolno nadlegovanje, ampak da se pojavlja nov trend šikaniranj, in sicer konec leta 2007 prinaša nov pojav, poklicane vojakinje se šikanirajo in modrijo iz kontingentov, ki se pripravljajo na odhod v misijo, se jih moški sodelavci razumejo kot tekmice za ugodne službe, ki ne pripadajo zgolj njim, kot pogumnim in tako naprej. Torej, če so tudi to vrstne zadeve, potem je treba o teh stvareh spregovoriti. Delegacija krovne Evropske potrošniške organizacije je ministru za gospodarstvo Andreju Vizjaku predstavila stališče o prednostnih nalogah politike varstva potrošnikov. Ob tem je Vizjak spregovoril tudi o nadaljnjem višanju cen v Sloveniji in znova za inflacijo okrivil evro. Kje ga imam, da ga napizdim? Jaz tudi žalostjo pri sebi opažam, da doskrat ne gledam na cente ali na 10 centov. In je tudi tu neka zguba orientacije ali pa neke vrste občutka, kako lahko nekaj malega v resnici veliko pomeni. No, vidiš, tale je za vse kriv. Ampak pazi to. Le kako se delijo, 2 po 50. In še preden se dobro zaveš, se ti razdelijo naprej, na 5 po 20. In na koncu 10 po 10 centov. O, Madonna. Napadel pa je tudi trgovce in povedal, dokdaj jim sam ne namerava zaupati. Dokler, veste, bodo tudi vam, novinarjem, bili skriti ali pa, kako bi rekel, pavšalno predočeni zelo egzaktni podatki, ki so zelo egzaktni podatki glede strukture cene, da vam bodo pokazali za vsak artikel, kaj je nabavna cena, kaj so vse bonitete, marže in tako naprej, da pridete do končnega
produkta in ne bom verjel. Zmago Jelinčič Srboriti je predstavil svoj predlog za zmanjševanje količine prašnih delcev v zraku. Gre za tako imenovani hidrobus, ki bi plul po strugi Ljubljanice, kar bi po njegovem mnenju zmanjšalo obremenjenost centra Ljubljane za več kot 50%. Potrebno bi bilo seveda samo prestaviti 2 zapornici. Ene zapornice so pri Poljanskem nasipu malo nižje dol pri bolnici. To so še Plečnikove zapornice in druge so pa tukaj na Grubarjevem kanalu pri Roški cesti. Ta premik bi bil zelo enostaven, saj bi se zapornice zgradile na novo na sotočju Ljubljanice in Grubarjevega kanala pri Štepanskem naselju. Na ta način bi se gladina vode dvignila približno za 2 metra in ta vožnja bi bila omogočena. Hidrobus seveda ne bi rešil vseh problemov, a ne galont. A tudi na to ima Jelinčič pripravljen odgovor. Edina logična zadeva je, da začne Ljubljana graditi podzemsko železnico. Vendar to je pa zopet razmišljanje za naprej in razni kvazi strokovnjaki ljubljanski pravijo, joj, se ne splača, to je še prezgodaj. Noben pa ne ve, da je imel Pariz mogoče malo več prebivalcev, ko so začeli graditi železnico. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. O novem slovenskem prometnem učbeniku, komentar dneva, slovenski literarni zločinec Matjaž Pikalo. V želju po izboljšanju sobivanja na slovenskih cestah je nastala ideja po osveščevalni akciji voznikov in drugih udeležencev v prometu. Zdrava pamet svetuje. V času prednovoletnih obdarovanj lahko podporniki akcije svojim poslovnim strankam zaželijo sreče v naslednjem letu tako, da podarijo življenje. Vozil in voznikov je vsak dan več. Vozila so zmogljivejša, vozniki so iz dneva v dan bolj nejevoljni, nestrpni in posledično vse manj tolerantni do soudeležencev v prometu. Akcije osveščanja voznikov so omejene sredstvi, ki sicer prihajajo iz žepa davkoplačevalcev, ta istih voznikov. Nesreč in skoraj nesreč je čedalje več. Z akcijo Zdrava pamet svetuje bodo vozniki na različne načine opozorjeni na nevarnosti, ki jih lahko s svojimi ravnanji povzročijo. Partnerji v projektu bodo omogočili medijsko izpostavljenost, pripravljeni pa so tudi različni komunikacijski elementi, ki bodo k pameti pozivali na nenavadnih mestih. Poleg osnovnih komunikacijskih elementov je v pripravi tudi bonton za voznike s podizdajo za najmlajše, zaradi njih vendarle gre, in spletna stran. Partnerji bodo lahko sodelovali tudi pri pripravi stenskega ali žepnega koledarja. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki bi na kakršenkoli način želeli prispevati k osveščanju o prometni varnosti. Naj za konec preberem še odlomek iz bontona, smem? Tako ti bomo zrezali. Kar. Varnostni telovnik. Naj tega ne bo nerodno obleči, češ, da ni po zadnji modi. Oblečen van boš pri nezgodi že vdaleč viden, lahko boš popolnoma brez strahu, da ti kdo ne odpihne ta zadnje. V fitness kaj hodiš? Ne. Urad vlade za verske skupnosti je pripravil tradicionalno božično-novoletni sprejem za uganiliste predstavnike verskih skupnosti. V nagovoru je direktor urada Drago Čepar kot uspeh izpostavil nov zakon o verskih skupnostih. Veseli smo, da boste tudi vi postali nosilci luči miru iz Betlehema. Daj, daj, zapri oči, naj srce spregovori, naj ti dal kamen svoj, nosi ga vedno seboj. Daj, daj, zapri oči, naj srce spregovori, naj ti dal kamen svoj, nosi ga vedno seboj. Luč iz Betlehema. Sam ni prižgana. Še vreme,
tudi kadar ščije nas ima Bog rad. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje. V fitness kaj hodiš?